Fantasy. Radio Fantasy. Trener je tole All About the Bass, 4 minutke čez 9:30. Zdaj je čas, da slišimo žvižki in da vržemo rokometno žogo ali pa kar rokavico. Enej in Anže, lep pozdrav. Pozdravljeni. Lep pozdrav. V redu sta, slišite se, malo sta tiha, nežna, ampak na igrišču vem pa, da bolj divja, ne? Blagi malo bliže, prid mikrofonu. Evo ga. Tak, da te slišim, da te vidimo in to je to. V glavnem, govore seveda o ekipi RK Gorenje Velenje, ker v nedeljo imamo sloviti šaleško-savinski El Clasico. Tako je, jasno. Zdaj pa, ko ste se nasmejali, Blagi, koliko po vrsti El Clasico je to? Ne veš, ne? To pa ne vedo točno. Veš ti ene mogoče? Vem jaz, ja. A vidiš, le? Jaz vem, ker sem snemal reklamo za tekmo. 133. Ja. 133. Kaj pa razmere rezultatov? To se to isto ne vem. To pa nimam pojma. Tu. To ne. Glede na zgodovino bi rekel, da je Celje Ja, pa bolj sej se vidi uspešno. neki bocka, ne? Ampak zdaj je tekma tega, kot smo rekli, El Clasica pri vas v Rdeči dvorani v Velenju. Tako. Tako da vi ste gostitelji. Mi smo gostitelji, ja. Upam, da bo polno, tako da je prva prilika, da vabim vse ljudi, da pridejo pogledat. Derbi vedno zanimiv, veliko emocij vsega, tako da sigurno bo zanimivo. Bo, ne, zagotovo. Zdaj, obi ekipi ste nekako pomlajeni. Lansko leto vi ste državni prvaki, Celje pa zdaj prvi, pa se en drugega lovite. Ja, res je, dobro, ta nov sistem, glede na naš začetek sezone, nam ustreza, tako da nič ni odločeno, na koncu je končnica play-off, tako da tam se bo vse odločilo, vsi smo mladi, se še uigravamo, nove ekipe, bo zanimivo do konca, sigurno. Nov sistem igre, Blagi, ti si prej nekaj slišal tam 4-4-4, kaj je to pomenilo? Jaz sem se zmotil. Jaz sem mislil, da je sistem 4-4-4. 4 je prvi, ki se borijo za prvaka, 4 vmes za pač 5 do 8, pa zadnji 4 za izpad, ampak zgleda je od 1 do 8, pa pol zadnji 4 je za izpad. Ja. Mislim, ful fajn je, da je zapleteno. Ja. Mora biti malo. Ja. Mora biti, ne? Samo mi, po mojem, vemo, kako funkcionira ta liga, noben drug je. Ja. Zdaj, koliko tekme še do konca tega leta? Še nekaj? Še 3 imamo. Še 3, ne? Ampak ta v nekem državnem prvenstvu, ali pa mislim, v državnem prvenstvu je najbolj pomembna z tega vidika medsosedskega. Vsaka naslednja tekma je najbolj pomembna tekma. Ja. Ne, poslušalke in poslušalci povem, da Enej je sin od trenerja in to so besede. To, če posluša, da bo zadovoljen. Da bo rekel, vsaj nekaj odnesel. Tako. Je veliko govora doma tudi o rokometu? Ali boš več poslušati kot ostali? Doma je bolj sproščeno, sigurno. Zdaj, če brat pol je, če smo pa sama, pa se probamo izogniti temu. In tako se vidimo vsak dan. Se probamo o čem drugem pogovarjati, vsem drugem. No. Ja, se pri vas itak imate to strategijo, ne, da gremo naprej, ne? Ja, druge ni. Go with the flow, ne? Pa da se ne obremenjujete preveč, ampak da date vse v prihajajoče tekme. Tako, vse daš sebe. Z preteklosti ne vidim smisla, da se preveč obremenjuješ, bolj sam, da popraviš napake in greš naprej. Blagi, kjer ur je tekma? 8. Sam to preverjam. Tekma je 15. v nedeljo in v nadaljevanju prebral si, Blagi, še ene statistike te bom vprašal. A slučajno veš, koliko golov si dal ti pri Celu? No, jaz sam razmislim, imaš 3 minute cajta. 3 minute. Evo ga, 19 minut še naprej do 10. Rokometni smo. El Clasico, Savinsko-Šaleški je na sporedu v nedeljo ob 20 uri in z mano sta iz RK Gorenje Velenje Enej Slatinek Jovičič. Pozdravljen. Zdravo. In Anže Blagotinšek. Pozdravljen. A veš, to je zdaj tiste, ki so zdaj vklopili radio. Zato je to vedno neka napoved. Se izgleda pa čudno, nekaj me zdaj pozdravlja sred nekega intervjuja. Ne, ampak čak, koliko imate vi skup številke? Ti imaš 33 pa 28? 63. Ja. Ne, 61. Lepo prijemo na 61 skupaj. Pustimo te statistike. Itak, Blagi, sem ti dal na hudo domačo, ampak glasbeno nagradno vprašanje. Koliko golov si zadeval, ker ti si začel prve korake v rokometu v Celju? Ja. In si igral v vseh selekcijah, tudi članski si igral. Ja, nekaj malega. 6 tekem. 6 tekem. To, da veš. Začel si 2-11, ne? Ja. No, in zdaj v mladinskih, v vseh teh mlajših selekcijah, pa do teh članskih, koliko golov si dal? Jaz mislim, da 300 plus minus 50. Torej 350, ti si rekel, ne, da bi lahko imel 328, ker ima 28. Tako.
Ne, 300 plus minus 50. Ja, samo on je rekel 328, da vem zaradi 28, ko imaš gledati. Se pravi, 350 jih lahko navzgor ali pa 250 navzdol. Tako. Koliko jih je bilo? 692. Bek, če ne bi bil, ne. To. A? Točno, jaz sem bil bek, točno. Ja. Bek si bil, ja. Točno. Vse pokaže, kdaj na treningu svoje bekovske sposobnosti. No, zdaj pa, evo, razložite mi, kakšna je razlika med temi bekovskimi sposobnostmi, položajem beka in to, kar si zdaj, si krožni napadalec. Tako. Ja, sigurno je velika razlika. No, kak, laično, kaj delaš na igrišču, ne, mislim. Bek ima več žogo, bolj vključno igro, pivot je na črti, več se preriva, bek mora biti mogoče malo bolj mobilen, bolj preigravati, podajati, križati naprej. Pivot pa je bolj ta dirty work, ne, kako bi rekel. Čaka, pivot je krožni napadalec. Tako. Aha, no, to je to. Ni dobene razlike, to je ena te ista funkcija. Zdaj, ti si tam na šeski. In se ruvam z vsemi, ko mi pridejo na svet. Tvoje je, da delaš plac, ne? Tako. Pa tudi, če pride kakšna podaja, potem nadaljuješ proti mreži. Ja, sigurno, itak. Rad da gol, prvi v kontri vedno, tako da proti napadu. Aha, to je to. To je funkcija pivota oziroma krožnega napadalca. Ja. No. Koliko blagejo je zdaj v rokometu? Ja, Dva sta? Sam dva. Dva sta. Sam dva. Oba sta na tej funkciji krožnega napadalca, no, gora. Koliko imaš kil? Jaz sem 108 na zadnje, ko sem se tehtal. 108? Ja. Pa še gre navzgor? Pa tako, mislim, jaz od 108 do 112 sem nekako skozi. Ja, se takega rabiš, ne? Ker so vedno večje gore, vidim, da jih postavljajo na drugo stran. No, mislim, se mi zdi, da za pivota je ključno, da ima malo več kil. No. Ja, logično, ne? Da si plac nadi, kot smo rekli. Ne? Ja, sigurno. Ne. Je nekaj pa tvoja funkcija? Jaz sem srednji zunanji. No, ta je tudi nenavadna. To je organizator, pa vse delaš, no. Koliko je drugačno od beka? No? Od beka, ja, ti organiziraš, v bistvu si kot neka desna roka trenerja. Sin pa to. Kličeš akcije. Aha, to delate? Tudi, ja. Pač tako, začenješ napad, igro. On je drugi trener na terenu. Tako. A se preveč izda, če povemo, kakšna je komunikacija, ko imate neko akcijo? A imate v številkah? Ja, imamo številka, imena, imamo veliko tega, tako da... Ena akcija, ko jo manjkrat uporabljate, da ne bo slučajno zdaj ravno nedeljo speljana, ali pa tu, če je. Kaj rečeš? Ko rečeš? Bom rekel to, ko vsi uporabljajo kile, rečemo. To je eno, recimo, najbolj rokometno mesto na svetu. Pač rečem kill in takrat se odigra ta akcija, ki je znana po njih in to je klasično odvlačenje beka. In kaj Blagi takrat naredi? Rečeš ti kill. No, on se postavi tam, ne razložiti. Jaz se postavim na dvojko in potem uletim pod trojko, štirko. Te številke sem zdaj spet tak, ne dvojko, trojko. Tak, če si predstavljaš igralce 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaz naredim blok, kot dvojka gre ven na svojega igralca in potem, ko on odda žogo, jaz uletim pod druge igralce. In kdo pa meče na gol pri tem kilu, kjera številka? Beki, ne, to je v obrambi zdaj povedal. A, to je samo obramba. Ja, obramba, ja. Napadov so pa beki bolj, to je bolj za beke akcija, no. Aha, se pravi, ko se zdereš kil, cak, točno vete, kakšna je uigranost. Točno to. Tako. Dobro, lej. Zanimiva, kakšna neka skoraj vojna strategija. Je, ali pa bojna. To pa je. Fajn. Ja, a smo vse povedali? Kaj še imamo za povedati? Tekmo smo rekli, da je v Rdeči dvorani. Placa je dovolj, koliko 2500 mest je ziher. Ja, sigurno. Je, ne? Pa malo prej je fajn, da ste tam, ker tudi mi bomo tam Radio Fantasy, da dobimo fajn si zdišče, pa da se udomačimo. Tako. Pa navijamo za svoje, ker mi na radiju zavijamo za oboje, pa pravim, ne zmaga najboljši. Pravilno to, ja. Tako da povabite še enkrat vidva svoje navijače. No, ob 8. v nedeljo vas vabimo. Da se udeležite tekme, da nas podprete in da gremo skupaj do zmage. Naj zmaga najboljši, to bo zdaj tako politično rekel. Fanti, držite se, da se vidimo, navijamo za oboje, ne? Ok, se vidimo torej v Rdeči dvorani. Hvala Anej in Anže. Pa hvala vam. Šibamo z muziko dalje, ker tukaj so same dobre vibracije. In Teddy Swims je že z nami, ki ima čisto svežo, novo. Radio Fantasy.